prednostna presaditev, pri kateri se skupina bolnikov, kateri so v zelo visokem tveganju, da ne bojo dočakali organa v nekem relativno kratkem časovnem obdobju, se jim podeli ta status, po katerem prehitijo vse ostale. To vedno določa neodvisna komisija iz ostalih držav, to so te ocenjevalci ali pa auditorji, kateri pa dovolijo to. In so oni vedno iz drugih držav, ne pa tiste, katera je zaprosila, da se njihov prejemnik uvrsti na posebno listo za presaditev. Kaj to pomeni v prevodu? Recimo, jaz bom povedal, za srce se čaka približno za elektivno, to pomeni tisti bolniki, kateri so doma, pa imajo zelo slabo funkcijo srca, pa so v bolnico sprejeti, pa grejo domov, je tudi čez 230-240 dni. Če pa je nekdo v bolnici, da čaka na presaditev, je kljub vsemu pri nas poprečno čakanje, ko govorim poprečno, je zdaj trenutno okoli 35-40 dni. Zakaj je to veliko? Zaradi tega, ker so kljub vsemu nekateri prejemniki imajo recimo krvne skupine, katerih je manj razpoložljivih organov, oziroma imajo toliko veliko telesno težo, da se zelo težko pridobi organ primeren, in pri srcu je razlika, ne sme biti večja od 20% telesne teže. Si te predstavljate, imate prejemnika 100 kg, tudi dajalec mora biti vsaj 80. In tako naprej, za vsak organ postaja neki postulati. Ampak da z druge strani povemo, da je Slovenija, to že verjetno veste že prej, da že od leta 2012 ima največje število presaditev src na milijon prebivalcev na svetu, razen v 2 letih, 2019 in 2021, ko nažalost smo zaradi COVID-a imeli vsi strašanski padec v številu presaditev, predvsem zaradi tega, ker so bile intenzivne terapije zasedene z COVID bolniki in je bila tudi manjša identifikacija primernih dajalcev. Logično, prejemnikov pa nikoli ne manjka. Na tem področju, da povem še to, da kot sem že prej omenil, mi imamo še zelo dobro, to veste, da smo razvili v zadnjih 3 letih iz nič program presaditve pljuč. In tukaj smo že zelo visoko postavili na svetovni lestvici, recimo tam na številki 5., 6. mesto vsako leto. Imamo tudi dober program presaditve ledvic, pri jetrih je tudi dosti presaditev, zdaj je pričakujemo, da se bodo tudi številke dvigane na tiste, ki so bile prej, presajamo še trebušno slinavko, isto v nekih številke so take, kot so pričakovane, in to so praktično vsi organi, kateri se tudi po svetu presajajo. Redke države presajajo še tenko črevo, vendar za zelo limitiranimi uspehi, tako da to tudi ni neka splošna. To praktično mi presajamo vse organe z izjemno dobrimi uspehi. Zdaj, če si predstavljate, da nekdo, ki čaka na presaditev srca, recimo v bolnici, je na urgentni listi, njegovo pričakovano preživetje se šteje v mesecih. Po presaditvi je pa njegovo enoletno preživetje pa 90%. On lahko živi 15 let danes z presajenim srcem in je pa ponovno presajen, ker to ni ovira, da si bil enkrat presajen, si ponovno. Vendar to vse poglablja še to hudo nesorazmerje številom prejemnikov in dajalcev, ker jasno število potencialnih prejemnikov oziroma čakajočih na čakalnih listah narašča, zaradi tega, ker se z ene strani stara populacija, z druge strani z novimi metodami zdravljenja preprečiš nenadne smrti nekoga v zgodnjem obdobju, in potem se pa s časom lahko razvije odpoved organa. In zaenkrat je presaditev edina možnost zdravljenja nekoga, pri katerem je nastala končna odpoved organa, razen pri ledvici, kjer pacienti lahko hodijo na dializo. Pri srcu imamo neke možnosti umetnih src, ki jih uporabljamo trenutno kot premostitev do presaditve. Seveda so bolj limitirane z časovnimi
trajanjem, ampak že spet omogočijo pacientu preživeti. Hočem povedati, da bi rezimiral s tem, da dobro razvita transplantacijska dejavnost, kar tudi je, kaže na eno zelo dobro funkcioniranje enega, ne samo ustanove, mislim, ker transplantacija ni samo klinični center, to je cela država. Mi smo edina ustanova, kjer se to izvaja, ampak v tem sodeluje cela država in je sama ta uspešna dejavnost, tako dobrimi rezultati. Mi smo, kot sem že povedal, pri srcu, pri vseh smo s preživetjem in z kvaliteto življenja prejemnikov smo v svetovnem vrhu. In to res kaže na eno zelo dobro funkcioniranje zdravstva in posebej tako izjemno zahtevne terciarne dejavnosti.